Pozdravljeni! Zopet je sreda in čas je za naš običajen pregled vseh tistih zanimivih novic sveta Formule 1, seveda z mojim komentarjem. In poglejmo, kaj se je zgodilo zanimivega ta teden. V tokratnem pregledu novic majhna novost. Od tistih 4 tem ste 2 predlagali vi, oziroma nekdo izmed vas, gledalcev in spremljevalcev mojega YouTube kanala. Namreč meni osebno je izjemnega pomena, da dobim neko povratno informacijo in v veliko veselje mi je vključiti tudi vaše mišljenje, vaše videnje, katere informacije, katere novice so vam pomembne in tudi dodati moj oseben komentar le-tem. Začnimo kar z našim tedenskim pregledom in to s prvim sklopom. V prvem sklopu se bomo pogovarjali o ekipi Racing Point, o Niku Hülkenbergu in tistih težavah pred začetkom velike nagrade Velike Britanije. Je tudi novost, kajti ta tema ni samo predlagana s strani nekoga izmed vas, ampak tudi viri so, vsaj kar se tiče mene, malce neobičajni. Namreč jezik vira je madžarski, kateri mi je, priznam, tuj, a skupaj smo organizirali zadevo tako, da vam lahko predstavim, kaj je tam pisalo in seveda dodam tudi moj komentar. Namreč madžarska spletna stran f1hirek.com je najprej objavila, da pri Niku Hülkenbergu ne bi šlo za težavo okrog sklopke. Vijak ali neka osovina naj ne bi bila pravilno pritrjena, mogoče je bil vijak premočno stisnjen, no pred štartom naj bi prišlo do nekega zloma, delček naj bi odpadel in zaradi tega niso mogli zagnati bolida. Skratka, res ali ne, vir navaja to, da je prišlo do praktično okvare zaradi človeške napake v boksih. Nekaj, kar je logičnega, se dogaja povsod tudi v Formuli 1. A te isti vir na svoji Facebook strani je objavil drugo novico. To, da so tistega mehanika, kateri je bil odgovoren za to napako, na mestu odpustili. In seveda tudi to nam kaže visok standard, ki ga imajo v Formuli 1. Praktično ni prostora za napake in predstavljamo vsi, kak trud so vložili pri ekipi Racing Point, sploh da so lahko Nika Hülkenberga spravili na progo. Namreč tik pred zdajci so izvedeli, da Sergio Perez je pozitiven na COVID-19, dobiti so morali zamenjavo Nika Hülkenberga, pripraviti sedež in bolid zanj, seveda opraviti je on moral vse formalnosti, priti na progo, kvalificiral se je dobro, ogromen napor, delali so pozno v noč in na koncu se je vse skupaj ustavilo, ker nekdo baje je preveč zatisnil en majhen, recimo temu, skoraj nepomemben vijak. Seveda, vijak je bil pomemben, a mislim, da nekaj, kar gre v rutino. Namreč na prostih treningih se moramo zavedati, da vozniki rabijo starejši material, kolikor pride do kakšne okvare, da ne zapadejo v tista kazenska mesta. Zato za dirko jim dajo nov material, to se pravi menjava menjalnikov in sklopk je nekaj vsakdanjega, rutinskega. In prav pri enem izmed teh rutinskih opravil je prišlo do te napake. In seveda, mnogi bi lahko rekli, da bi morali lahko ubogemu mehaniku dati drugo priložnost. A moram opomniti nekaj. Ross Brown je v svoji knjigi Total Competition povedal, da vsaka toliko se nekomu napaka zgodi. Ni treba nekoga križati, če je, na primer, zgrešil njegovo funkcijo pri postanku v boksih, ukolikor se je to zgodilo enkrat in je več let, več kot odlično opravljal svoje delo. A ukolikor se napake začnejo ponavljati, je zadeva čisto drugačna.
In seveda, mi ne vemo, kaj je vse v ozadju glede tega mehanika, kateri je izgubil službo pri ekipi Racing Point. A sam bi rad dodal nekaj. V Formuli 1 ni prostora za tiste, ki skušajo biti najboljši. V Formuli 1 so najboljši ali jih ni. Poleg tega bi rad izkoristil to priložnost, ker sem govoril o ekipi Racing Point, zaradi naslednje zanimive novice. Namreč, kot je znano, v sredo, v tem trenutku, ko sam snemam ta prispevek, se odvija tisto zaslišanje pred tehnično komisijo FIA, kjer odgovorni ekipe Racing Point odgovarjajo na vse tiste obtožbe, ki so jih postavili člani tovarniške ekipe Renault v tisti množični protestov, katere so vložili. No, Scuderia Ferrari odkrito sprašuje FIO, in to v članku, katerega sem zasledil na spletni strani therace.com 3. avgusta, ali je sploh dovoljen ta inverzni postopek inženiringa. Namreč zanimivo vprašanje, ampak dejavnost smo videli v preteklosti mnogokrat v svetu Formule 1 in mene osebno zanima, kaj si mislijo pri ekipi Haas, bolj točno Gene Haas pa Günther Steiner, o tej pobudi Scuderie Ferrari. Kajti tudi njihovi bolidi, če smo iskreni, so na last podobni tistim, ki smo jih v prejšnjih sezonah videli v Scuderii Ferrari. A o tem bolj podrobno, ko bo čas za to. Pojdimo na drugo novico. V tem drugem sklopu se bomo malce posvetili Pirelliju. In opazili boste, da množica člankov, kateri bodo prisotni tu, je povzeta vsa po enem in istem viru, spletni strani motosport.com. To pa zato, da bi razumeli, da ne gre za to razliko, ker bi prišlo do kakih različnih prevodov, različnih mišljenj avtorjev, ampak da so bile novice podane tako, kot jih beremo. Namreč, 4. avgusta smo lahko brali članek, kateri pravi, da vse tiste težave, ki smo jih videli v zadnjem krogu velike nagrade Velike Britanije, so bile posledica predolgega stinta. In res, tudi sam sem ugotovil, da 12. in 13. krog, ki je bilo nekoliko prezgodaj za tisto menjavo na hard pneumatiko. Mislim, da ni nič takega, a lepa potrditev. Problem je naslednji članek, prav tako objavljen na isti spletni strani, isti dan, 4. avgusta, kjer Mario Isola za Pirelli pravi, da kljub temu, da na naslednji dirki bodo stopnjo mehkejše pneumatike, to ne bi smelo povzročati težav. Ne vem potem, zakaj nam dajejo tiste sheme, katere pravijo, da mehkejša pneumatika je res hitrejša, a ima krajšo življenjsko dobo. A bomo videli, kaj nas čaka v tistih prispevkih, kateri bodo posvečeni tej prihajajoči dirki. Zanimiva je spet naslednja novica, katera je bila na strani motosport.com objavljena le dan kasneje, 5. avgusta. Pirelli se je odpovedal tistemu testiranju novih pneumatik na začetku drugega prostega treninga. In to zato, da bi ekipe imele možnost testirati daljše stinte, long rune in biti tako pripravljene na to dirko v Silverstonu, kar se da v najboljši formi. Malce čudno, če le dan prej smo slišali, kako te mehkejše pneumatike ne bi smele povzročati preveč težav. In kar je še bolj zanimivo, prav tako objavljeno na motosport.com 5. avgusta, smo slišali, da na Silverstonu bodo v vmesnem času spremenili malce robnike. In to na izhodu ovinka Beckett v ovinek Chapel. Namreč tam naj bi bili malce pregrobi in tudi tako pripomogli k temu, da so pneumatike v dolgih stintih hočeš nočeš popustile. Sedaj zadevo lahko obrnemo, kakor želimo. A dejstvo je, da na pneumatikah Pirelli tistih mehkejših mešanic verjetno ni vse v redu, če se dogajajo take spremembe samo zato, da bi se izognili težavam.
težavam, katerih ne bi smelo biti po izjavah odgovornih inženirjev te znamke dobavitelja pnevmatik. Tretji sklop, kateri je na vrsti v tem hitrem pregledu, se bo pa dotaknil dirkaškega vikenda v Imoli. Namreč nekdo izmed vas je opazil članek na uradni spletni strani Formule 1 in 4. avgusta so tam objavili novico, katera pravi, da bomo poskusno videli drugačen vikend, kot smo ga vajeni. Namreč tistih aktivnosti v petek ne bo, odpadel bo prvi in drugi prosti trening. Tisto, kar smo imenovali tretji prosti trening, kar bo edini prosti trening v Imoli, bo pa dolg 90 minut in se bo odvil pred kvalifikacijami. Podobno novico ste lahko zasledili naprimer isti dan na italijanski spletni strani autosprint.com in na mnogih drugih. Seveda, mnogi navdušenci smo začudeni nad tako odločitvijo, kaj so s tem mislili. Namreč razumeti je treba, čemu sploh služi prvi, drugi in tretji prosti trening. Zakaj ni pravzaprav bistvo odpovedovati prvega in drugega prostega treninga, a pojdimo lepo po vrsti. Seveda, mnogi izmed vas ste opazili, da na prvem prostem treningu pridejo kakšenkrat na vrsto tisti rezervni vozniki. Lahko mladi, lahko starejši, ni važno, da se priložnost tudi njim, da pokažejo svoje znanje in da povedo svoje mnenje. Poleg tega na prvem prostem treningu pogostokrat vidimo ekipe, da preizkušajo lahko kako novo rešitev, kakšne nove dele oziroma malce izboljšane pakete ali delajo kakšne druge teste svojih bolidov. V bistvu na prvem prostem treningu se dogaja tisto, kar smo včasih videli na zasebnih testiranjih, a v današnji Formuli 1 so zasebna testiranja prepovedana. Na drugem prostem treningu se odvije glavnina dela namenjena tako kvalifikacijam kot sami dirki. Zakaj? Ker drugi prosti trening se odvije v času, ko bodo kvalifikacije in bo dirka naprej čez 2 dni v nedeljo. In seveda, ukolikor se ukine ta prosti trening, bodo imele ekipe bistveno manj kvalitetnih podatkov o tem, kaj lahko pričakujejo, kajti temperatura zraka in temperatura asfalta je lahko bistveno različna v nedeljo popoldne, kot je lahko v soboto zjutraj. In to smo mnogokrat videli, zato je tako pomemben drugi prosti trening. In seveda na tretjem prostem treningu so ekipe več ali manj preizkušale, če je bolid pravilno sestavljen, ko so zamenjali iz petka na soboto določene elemente, kot naprimer menjalnike, pogonske sklope. Namreč na prvih 2 prostih treningih se rabi tiste malce bolj obrabljene in seveda tu se vrnimo na tisto našo prvo točko, ter nekako lahko še nadomestijo tisto, kar jim ni uspelo narediti na prvih 2 prostih treningih. Zato samo osebno takih eksperimentov ne pozdravljam in mislim, da bojo naredili Formuli 1 več škode kot koristi. Ukolikor mislijo, da bojo prihranili kaj več denarja, smo zopet tam, ko dobre namere ne pokažejo pravih rezultatov. A pustimo čas v čas. Na koncu se bomo še za trenutek ustavili pri Matiji Binotu in njegovi izjavi, katero smo lahko videli 4. avgusta na spletni strani grandprix.com. Povedal je, da na tistem snemalnem dnevu, ki ga bojo imeli pri Ferrariju med veliko nagrado Velike Britanije in veliko nagrado 70. obletnice Formule 1, Ferrari ne bo testiral novih delov. Namreč izjemno čudno početje, res snemalni dan uradno ni namenjen temu, da bi ekipe preizkušale kakšne novosti, a upam, da zares ne bodo snemali reklam v tistih kilometrih, ki bodo opravili v Silverstone. Čudno bi bilo, ampak po drugi strani smo že videli tudi, da en snemalni dan so pravzaprav uporabili za to, da se je Charles Leclerc
prosto vozil po ulicah Marnela, kar je bilo malce čudno in po mojem neprimerno zaradi tehnične situacije, v kateri se je znašla skuderija Ferrari. In tu je treba poudariti tudi tisto novico, katero sem že omenil, ali jo lahko preberete naprimer na Essential Sports, tudi objavljena 4. avgusta, da Mattia Binotto uradno ni več tehnični direktor Ferrarija, vsaj tako pravi. A mene osebno ne zanima, kot sem že poudaril, kdo ni tehnični direktor Ferrarija. Mene osebno zanima, kdo je tehnični direktor Ferrarija. In glede na to, da ne bo novih tehničnih novosti na tistem snemalnem dnevu in posledično mislim lahko, da tudi ne na dirki, je verjetno res, da nimajo tehničnega direktorja pri tej slavni ekipi, kar se pozna tudi na tehničnem razvoju in posledično na rezultatih. A videli bomo, kaj bo prinesla že naslednja dirka. Koga zanimajo te originalni prispevki, katere sem citiral, dobite bližnjico kot običajno v opisu. Do naslednjega tedna pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.